to je božja kazna, zato ker non-stop se norčujem iz influencerjev in jih napadam. Božja šiba je doletela tudi mojo rit. Ampak iskreno se ne bi želel, da snemam tak video, ker sem skoraj ostal brez YouTube kanala. Pofukanih 1000 evrov sem moral plačati, da je moj kanal ostal vitalen oziroma pri življenju. Zgodilo se je tako. Na letališču, preden sem letel za Albanijo, dobim prvi mail za copyright. Mislim, za strajk. Najprej razložim, kaj to strajk je. Ti na YouTubeu imaš možnost dobiti 3 strajke. Če dobiš 3 strajke v 90 dneh, tvoj kanal gre v maloro, rakom žvižgat, v božja mater, ga ni več. Vse, kar si zgradil, vse, kar imaš, gre v nič. Razen, če dokažeš, da je bilo ilegalno oziroma da te strajki niso legitimni, kar je težko. Jaz sem dobil prvi strajk, ok, nič posebnega, v easy chill na letališču, grem v Albanijo, komaj čakam. Čez 20 minut dobim drugi strajk. Od iste firme. Strajke mi je pa sprožila ena kar močna srbska produkcijska hiša. Ne bom povedal kdo, ker se iskreno bojim. Bojim se, da bi me spet napadli in se me lotili, čeprav nimajo kaj. Ampak bojim se, da zgubim kanal. Ker, ja, to je moj tempelj. In zato ne bom povedal kdo. Dobim drugi strajk. Ok, alarmi so se prižgali. Na letališču sem ratal živčen, prepoten, ampak vseeno sem moral že z glavo na dopustu. Vse bo vse ok, ne. Cool, zdaj napišem njim mail, bomo zrihtali. Im napišem mail in dobim ta odgovor. Poštovani Jan, hvala vam što ste se obratili u cilju rješavanja ovog problema. Iznos autorske naknade za pomenute videe iznosi 1000 eura uz zahtjev autora da se nakon uplate i povlačenja elektronskih opomena videa obrišu sa kanala. Naknadu možete platiti kao pravno lice ili pojedinac. Za potrebe plaćanja kao pravno lice potrebno je da nam dostavite podatke vaše firme potrebne za izradu elektronske fakture. Za dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju. Niti vejc ne uporabljajo. Baš firma. Želeli so 1000 evrov, da odmaknejo strajke iz mojega kanala. 1000 evrov. Jaz ne vem, kako ste vi z denarjem, ampak 1000 evrov je ogromno. In hvala Bogu, da sem jih imel pri sebi. Hvala Bogu, če ne vem, kje bi 1000 evrov dobil. Sposoditi, prositi, ne vem. V glavnem 1000 evrov. Jaz im potem odpišem to. Znači, vi tražite da platim. Miki Milene cover, original cover, sve autorski. Koliko ja znam, autorski coveri su legalni. Na YouTube je na milijone covera od stranih pjesama koji imaju na milijone pregleda i sve je ok. Izbrisat ću videe, nije problem. Nisam zaradio nikakav novac. Samo želim da se izbriše strajk. Molim vas. I još izvinite za grešku, ali stvarno nisam znao. Bio je dugi put da sam zagradio takav kanal i kao muzičar nadam se da to dobro razumijete. Ko radi, griješi. Hvala. Definitivno je šlo za nekaj organiziranega, zato ker v 4 letih bi na te 3 videe naletel Marjan, ki živi v Zgornji Muti na fucking Fižolovki. Tako da, zdaj kdo je njim to poslal? Kako je njim nekdo javil, da jaz to imam, da me zjebejo? Ne vem. Jaz sem v 45 minutah dobil 3 copyright strajke. To že tudi pove, da so bili pripravljeni in so točno vedeli, kako manipulirati in kako se bom odzval. To je bilo organizirano. Kot sam jaz njim odpisal... Aha, sad još treći? Znači to je bilo sve organizovano. Lijepo, nakazat ću pare, važi. Ali kako znam da hoćete povući strajkove? Da je to organizirano in da kaj se grejo, sem dobil 3. strajk. Isto sekundo. In že tukaj ti je pove vse, da kot sem jaz njim napisal po drugem strajku mail, so mi odpisali v roku 1 minute. Kdo ti še na mail odpiše v roku 1 minute? Sploh ena taka velika produkcijska hiša. Noben. Še jaz ne odpišem na mail v 1 minuti, ki sem niko in ništa. Oni so odpisali takoj. Samo čakali so, kdaj jim bom pisal. In kot sem bil malo dvignil glas, so mi dali 3. strajk. Po 3. strajku ti YouTube pošlje to. Tukaj se je moja Sara začela jokati, ker ve, koliko mi YouTube pomeni. In ker ve, koliko energije in koliko volje in koliko živca in koliko denarja vlagam v moje videe. YouTube ni moj vir zaslužka, ki bi od tega živel. YouTube mi plača položnice, mogoče kdaj še kakšno položnico več, ampak kot sem prej povedal, YouTube je moj tempelj. Z YouTubeom se sproščam, všeč me je snemati videe, to me sprošča,
To je moje poslanstvo. Všeč mi je brati vaše komentarje, všeč mi je nasmejati ljudi, razjeziti ljudi. Ko sem delal glasbo, mi je bilo všeč, da poslušate mojo glasbo, da me pljuvate, vse, kar je s tem povezano, meni je to všeč. In jaz sem ene 15 let na YouTubu, vse sem zgradil sam, brez da ližem rit drugim YouTuberjev, brez promocije medijev, noben mi ni pomagal, ni bilo tatice in mamice, ki sta mi dali denar, da si kupujem opremo, vse sem zgradil sam. Pa nočem zdaj to biti, jaz sem vse sam. Ne, vsi, ki nekaj delate, veste, koliko je potrebnega truda, da prideš na nek nivo. Svojo vsebino imam za kvalitetno vsebino, sploh vlogi. In vse to bi šlo v nič. Jebe se meni v njih 300, 400, 500 evrov, ki zaslužim na mesec z YouTubom. Res se mi jebe za ta denar. Ne želim izgubiti vsebine, ker to so kot prvo spomini. Rad pogledam stare videe, da vidim, kako sem napredoval, da vidim, kako sem bil mlad, kakšen otročaj sem še bil, ko sem začel z YouTubom. In vse to bi šlo v božjo pičko materno, če ne bi tisti dan imel 1000 evrov. Ampak tukaj se zadeva ne konča. Jaz sem njim poslal denar prek Western Uniona. A veš, na začetku so še želeli biti uradni, ne? Ampak kot sem jaz njim dal vedeti, da sem v tujini, da nimam zdaj časa za račun. Takrat so pa pokazali ta balkanski seljačizem, bom temu rekel. Oni so dali podatke od nekega gospoda, sploh ne vem kdo je, na njegovo ime pošli, to je to. Če bi oni bili tako uradni, bi rekli, ni problem, bomo umaknili en strajk, ko priješ iz tujine, se slišimo, ti stavimo račun, pa preko podjetja plačaj. Ma kaki? Bacaj pare, to je to, stari. Balkanski seljačizem. Druge ni. Vladimir lahko sedaj prevzame denar. Pozdravljeni, Jan. Urejeno je. Nič uradno, nobenih potrdil, nobene pogodbe. Niso imeli posluha za nič. Plačaj, pa povučemo strajkove. Jaz sem njim rekel, pa dej, ne vem, vam plačam 500 evrov, samo en strajk mi dejte stran. Ne, tista dva bom pustil, v 90 dneh greste stran. Ne, Jurija ali nič. In potem sem jim plačal Jurija, 2 uri ni bilo nič. Še kar so strajke gor, jaz sem norel začel pisati maile enega za drugim. No in pol so jih povukli, pol so vse 3 strajke omaknili. Seveda sem mogel videe zbrisati, definitivno, kar tudi sem jih. Meni so skinili, kako posneti, kako bi zveneli balkanske pesmi v slovenščini, 2 verziji in Miki Milane. Na te 2 verziji jaz nisem zaslužil niti centa, zato ker YouTube, če imaš ti avtorsko podlago, avtorsko glasbo, YouTube zazna in ti da copyright. To ni nič narobe, to počnemo vsi. Ko ti dobiš copyright, dobiš tudi mail, ki napiše nič ti narobe, samo da te obvestimo, dobil si copyright, ampak s tem videom ne moreš zaslužiti. Se pravi, video, kjer dobiš copyright, ne moreš monetizirati. Kar je logično. Zakaj bi služil na račun drugih avtorskih pesmi? Tako da s temi 2 videi nisem zaslužil nič. Miki Milane je avtorska priredba. Harmonika, ki smo jo sami zaigrali, bobni, ki smo jih sami naredili, aranžma, ki smo ga sami naredili, mix, master, vse smo naredili sami. To je avtorska priredba. Ljudje na YouTubu od avtorskih priredb živijo. Celo zaščitijo jih, da so njihove, čeprav že obstaja nekje hit. Se pravi, ljudje živijo od tega, da drugi artisti delajo hite. In če ti sam zaigraš inštrumente, to ni nič narobe, to ni nič ilegalno, to je popolnoma legitimno. In zato se temu reče priredba. In na YouTubu so ljudje, ki imajo na priredbe po 10, 20, 30 milijonov ogledov in več. In še kar snemajo. Nič ne napišejo v opis, kdo je avtor glasbe, nič. Conor Maynard, recimo eden večjih teh fantov, ki dela priredbe, niti ne napiše Conor Maynard, on napiše Luis Fonsi Despacito, kot da je njegovo. In ima 20-30 milijonov ogledov. Zato, ker priredbe so legalne. In na mojo priredbo so oni dali strajk. In kljub temu, da sem jaz YouTubeu napisal, sem naletel na gluha ušesa. YouTube ni bil na moji strani, oni so napisali, da to ni dovolj. Ker ti se lahko pritožiš in piše na YouTubeu, describe with your own words why do you think the copyright strike is illegal. In s svojimi besedami napišeš, lahko tudi v slovenščini, in zavrnejo. Tako da jaz nisem vedel, kaj narediti. 7 dni sem imel, ura je tiktakala, 1000 evrov sem nakazal prek Western Uniona. Pa jaz sem na YouTubeu že 15 let, jaz sem delal parodije iz hitov, ki imajo milijardo ogledov, nikoli nisem imel problema z nobenim. Zakaj? Zato, ker svetovljani oziroma ameriške produkcijske hiše točno vejo, to je za nas reklama. Naj delajo, to je za nas reklama. Ker ti, ko objaviš na YouTube, recimo
če kdo uporabi moj content, meni vse YouTube pokaže, koliko procentov mojega contenta je kdo uporabil ali na streamu, ali v svojem videu. In če sem jaz svinja, bom temu človeku dal copyright strike. Zakaj bi to naredil? Zakaj bi nekomu škodoval? Super, naj dela, vse to je reklama zame. To, kot sem prej povedal, YouTube ti že sam zazna, aha, tukaj je ta in ta podlaga, ne more služiti. Super, to je to. Nekateri imajo celo tako narejeno, da če zaznajo njihovo pesem, si delite zaslužek. Ti zaslužiš toliko, on zasluži toliko. Super. Ampak Balkanci so najbolj zafukani, kar se tiče tega. In to so izvajalci, vse meni vse napisalo, kdo. To so propali izvajalci, ki jih noben več ne povoha, nimajo več stare slave, ne delajo več nič. In točno taki ljudje se potem spravijo na nekoga, ki pač dela in je uspešen. Recimo Devito, ko sem naredil moj najbolj ogledan video 3 milijone ogledov ima, ko sem naredil parodijo iz Devito, Devito se je zajebaval iz tega, bilo mu je fajn, delil je na svoj story. Potem sem naredil iz Modrijanov, iz Ti si tako loka, MC Stojan, Baba, Buba Džala, ne vem koliko balkanskih artistov, noben ni delal problemu. Koliko je Balkan v kurcu, so tudi artisti, ki to podpirajo. In tudi slovenski artisti so delili, ko sem delal parodije z njihovih komadov. Vse pa najdejo idioti in primitivci, ki so pač požrešni. In ja, ujeli so me na svoj trnek pohlepa. Ampak jaz še vedno mislim, da je tukaj eden to poslal naprej. Kdo je ta? Ne vem, jaz ti želim vse lepo v življenju. Upam, da si s temi 1000 evri kupite Lamborghinija, pa apartma na Malem Lošinju. Še vedno boste lahko gledali zastonj vsebino. Čeprav, ko sem razmislil, 60 ur na ročniku imam, vsak bi dal pizdarija 1 cent, ma kaj 1 cent še manj, in bi plačali to. Ampak ne, sem plačal sam. Dobro veste, da nikoli nisem od nobenega od vas zahteval denar, kar sem imel tiste streame, tisti, kdo je doniral totalno prostovoljno. Nikoli niste rabili plačati za moje vsebine, vse vam dajem zastonj. Sploh zadnje leta je moja vsebina na zelo visokem nivoju. To pač doleti nas, ki smo pošteni in ne ližemo riti in smo fair. Pazite, vsi tisti, ki imate YouTube kanale, čeprav nikoli ne veš, ne. Tako da, jaz bi razumel, če bi s temi videi zaslužil 2, 3, 10, 15, 30 jurjev, valjda, daj pare, zaradijo si. Jaz sem zaslužil z Miki Milane, če sem 100 evrov in še to sem rekel preveč. Ampak okej, vsaka šola nekaj stane, to me je zdaj nekaj naučilo, da pač naslednjič dobro premisliti, ko se zajebavam z balkanskimi parodijami. Hvala za pozornost in prihajajo novi videi, zdaj bo še več materijala. Nič, zdržali smo, preživeli smo, kar me ne ubijete ojača in gremo dalje. Ampak tukaj sem zdaj videl, če izgubim YouTube kanal, nimam več nič za pokazati. Ne? To sem zdaj lepo videl. Kdo pa sem, če moj YouTube kanal umre? Nekaj zgradiš, imperij, to ti porušijo, kdo pa si brez tega imperija? Ne? Že zdaj si bil niko in ništa, brez tega si še to, ne. Konec koncev, v Gazi ljudje trepetajo vsak dan za življenjem, tako da ni nič takega, ta peripetija, ki se mi je zgodila. Plačal sem YouTube kanal nazaj. Sem pa želel posneti, da vam povem, kako in kaj, kot vam vedno povem. In vam pa seveda najlepša hvala za support. Držite se.